govori o Sloveniji in o Slovenci. Vsi javni arhivi v Sloveniji sodelujejo pri teh projektih, ki trajajo že nekaj let. Kolega Gašper Šmit pa nam bo predstavil nekatere od njih, predvsem tiste stvari, ki so bile objavljene v publikacijah, ko vidite, imamo tudi pripravljene publikacije o teh naših evidentiranih. Nekoliko več podatkov izbranih, predvsem za evidentiranje do Beograda, ker imamo tam več arhivov, ki so v našem interesu. Sicer pa so podatki za bližnje države.
gradila, ki sem stavila pregledovanje in prepisovanje gradila slovenskega izplanava. Žal se ta zakonodaja spoštuje in izvaja zgolj v arhivi. Če so celotne znanstvene raziskovalne institucije, ob enakih delih in tudi priobljeni podatki kamera samo za popravljanje zdravstvenih dejavnosti. Zelo omenil je pokazano številko evidentiranih premore, komunikacija, pred 13 let prišla pa je v letošnjem letu in prikazujejo rezultate evidentiran, ki se jih popravili slovensko koristi v letu 2016. To že rečeno svojega z leta 2000 dalje. To je Arhitektura Republike Slovenije začeli s leta redno objavljati na tistem obliki, od leta 2010 dalje pa se tega gradila dostopno tudi na domače strane PVRS, Prvotno so rezultati tega delovanja arhivske stroke izhajali v poročilih o delu za določeno leto in za določeno arhiv v obliki študijsko znanstveno raziskovalno delo te publikacije, ki se jih posamezni arhiv objavljeni v arhivih državnega arhivskega društva Slovenije. V običajnih delovanja zadeva smo skupino fondov, ali fond brez navedbe evidentirajočega popisa in seveda tudi brez statičnega popisa in seznama za običajnih pripomov. Evidentiranje je bilo pomembnih za upravljanje njihovo pravno. Samo publikacija Destina, ki se začela staviti v letu 86, je bil presedljena njena delovnih poročilna arhiva, ki je tudi rubika in evidentiranje arhivskega. Takratna rubika je bila za svoje popolna. V čas evidentiranja arhivisti, ki se evidentirali v evidentirani fondi, prevedalo število različnih enot, se bo dotačno popisalo seznam prejšnjih delov, oziroma so prišli do arhiva Republike Slovenije, z izjemo nekaterih, ki so bili običajno tekster, ki so izgradnji prejšnjih radiofonov. Po letu 2000 pa so takoj različili potekati objektov po evidentirani gotovini, ker je takratna vrsta ustraja, da ni možno praktično evidentirati, ker so predstavljeni rezultati potrebe. V letu 2000 dodano, da objekt so začeli rezultati staviti in meni posebno arhiva Pogostilo se stavljajo spletno, to je ena številka je bila vprašana za poročila o delu, evidentiranje arhivskega gradiva, ki je bilo v številki, običajno naslov, evidentiranje arhivskega gradiva, ki je zadržanje dela Slovenije in Slovence. Šla je to v kvartalo. Vendar so nas iz drugo opozorili, da so ta oblastila interna značaja Arhiva Republike Slovenije, zato smo se potem obvodili, da smo dali nov naslov, da smo pa oddelali številčenje. In tako da v letu 2010 imamo to prejšnjo podobo evidentiran arhivskega gradiva, ki je odbirali vsaka letna naslovnica je drugačna, zato ker teh črten nekaj sredstv, ki se tam spoštovali. Pristil pristopno, tako sporojeni, pa besedne bodo razpogledali, ki je predložih arhivov in je predložih teh arhivistov. Pomenil bi še specialno številke, evidentirali v arheogradu, ker smo pač po veliko časa evidentirali v arhivu Jugoslavije, v katero so cesije, se je gradila nabrala približno te številke, s tem, da na ta številka dodatna so evidentirali v arhivu Jugoslavije, je to zbrala dokumentacija, ki je zbrala smo enkrat, ampak ki se skoraj da se je arhivirali. Te pri prejšnjih evidentiranih, pa se moramo zavedati, da so to znanstvene evidentirane, v Jugoslavije pa samo mimo večine podatkov o gradivosti Slovenije pa ne so. Prevedane večje večine gradila se popisa v srednjši kot imenovane znanstvene evidentirane, da so znali več številke. Vse te evidence so tudi na strani Arhiva Republike Slovenije in res gledati pod javne evidence za evidentirane gotovine, kjer so noter prispevki, vsi prispevki, ki so napisani, so tudi na tej strani. In
če pogledamo, da smo to zdela. Kliknemo pač na en dokument, to obliki. Primer, kolegi se izkopali. Pri samem nazivah dokumenti je še dosti pogledane FNRS in narodno znako Republika Srbije. AJO je aktivnost znako Republika Srbije. To je pokojsko Republika. Republika smo pa različila pripravljnika, pa je to znamo rešilce. Zdaj pri začetku sadbe evidentiranja je država, uradni naziv ustanovljen kraj, kontra izbirka, na kateri se upravlja evidentiranje, sile evidentiranja, ki upravlja evidentiranje, naziv arhiva, ki upravlja evidentiranje, potrebne število delovnih dni, še pomoče kakšne opombe. Na kar sledi obraznost, ki so ga sprejeli aktivisti, tam mislim, da je 91, evidentirajoči, mislim, da je 91 in potem osnova za objavo uredbi. Točke, ki je bilo upoštevati, se pravi, vsak direktor prebrati se točno je znot, potočka, zadeva, ki sem naredil, pomena leta, jezik, vse vse. Na kar sledi še poročilo o evidentiranju, tako da zapiše svoje vprašanja in na tom reči potem sledi podpiske, smo se prišteno pisna enota, naslovo pisna enota, rečemo tudi vsebina, časna stanka, nivo podpisa in zopet opombe. Zdaj še en drug primer. In tudi še en drug primer, še ena povezava. Moram računalnik se pogledati, hvala za izgledanje. Koliko pogledam, kako je doživljeno? Mislim, da mi uporabljamo takrat tukaj divo, zato ker sem popisovala delo nekaj o tovarni tam in so prav zdaj so našli neke nove, ki novce kot tovarno tam in so prav osebno poklicali tudi v Sloveniji, če jim pomaga tudi tega režima v biologiji. Potem so sledili tudi postopki in ne se zdi, da zdaj je bolj Mislim, da prednost je, ker je evidence objavljena na spletu. Iz evidence dela in se reklo dokumentov, ki so ustvarjeni v evidentiranju, potem lahko posameznik globlje gre v te podatke in potem zahteval arhiv. Zdaj recimo tudi za evidentiranje v Ameriki, kar smo sicer že precej let nazaj določene kopije prinesli, so bili dolgo časa v arhivu Pohopov, v Slovenskem arhivu, potem so lahko prenešene k nam. Mislim, da je to zelo dostopno za uporabljanje. Kako bi direktno, ne samo podatki o evidentiranju, ampak neposredno kopiramo gradivo. In pa kupljeni mikrofilmi, ki so bili kupljeni v naravah, ne še naravah.
Recimo, zanimivo bi bilo, ker imamo bolj temo, da se rekel, zdomci dr. Felika, da se malo spomnimo tudi na to, da ki v Sloveniji vendarle tudi si kar nekaj prizadeva za ohranitev tega gradiva prebivalčnih društv po svetu. Tako da recimo tudi naši sodelavci, kolegi hodijo vsaj časno, bomo rekla, kako so v zadnjih enkrat na leto v slovenska društva, tudi v Argentini, v Avstraliji in pred leti tudi v Kanadi, da je ki v Sloveniji tudi organiziral kakšen seminar za člane teh društva, da so zdomci prišli v Sloveniji, kjer smo jim predavali o tem, kako se to gradivo popisuje, ohranja, kako se skrbi že kako nastaja. Seveda težave so večje ob samem elektronskem gradivu, ki je danes pač tudi pri teh društvih v samem nastajanju. Tako da vem, da škoda, ker določenih kolegov, ki tam sodelujejo, tukaj ni, ampak recimo kolega Prešer je tudi v Avstraliji, kjer je obiskal slovenska društva, tudi predlaga določene programe, pravi računalniške programe za popisovanje tega gradiva, za pregled nad gradivom, ki ga drugače je produciral mednarodni arhivski svet, tudi ne zastonski program. Tako da arhiv Slovenije vendar ne je nekaj vključen v aktivnosti teh društev in čutimo nekakšno skrb, da se to gradivo ohrani. Res pa je, ko smo pripravljali program v našem dan, da smo ugotovili, da pravzaprav še najmanj podatkov in najmanj prizadevanj imamo s tistimi, ki so najbližje, to je za mestnih Slovencev. Žal. Tako da je pa res, da verjetno to so nam tako blizu, da oni sami skrbijo za to. So v navezavi z uradom za slovensko svetu in z inštitutom za slovensko svetu. Tako da mislimo, da tukaj ni tak problem. Problemi so bolj oddaljeni. Ampak je prišlo do evidentiranja matice. Je gledala matice. Matice je pa... Recimo je pa popisano pred njim in je... Popisano zadnji rešte, ki je objavljeno, je bo pa še v naslednji. Če je tako kolegica Stača Svobodnjaka je dobila pač ta projekt in je to popisala in pač da je to imamo počasi objavljala. Vse popisano so tudi od koncerta do katere note so bile uporabljene vse. V teh modrih uporabljene note, recimo Katarina Kraška je to objavljala. A lahko se vprašam čisto, ker sem prevzemala gradivo Inštituta za narodno vprašanje, pred leti smo presentacijski načrt za inštitut skušali da naredili. In takrat je bilo govora, da bojo digitalizirali, da je ena akcija v inštitutu za digitalizacijo vseh nekega neverjetno izbora časopisnega gradiva. Ali je nekaj prilojskega oziroma kaj je s tem? Ja, hvala za vprašanje. Je, torej za mesto slovenske časopise je digitalizirano, in je bilo dostopno, vendar za pol leta ne, zato ker je pri naših partnerih Slovenskega nacionalnega inštituta v Celovcu se jim ukvarjajo strežniki. Oni imajo naše države, tako kot mnogo raziskovalnih inštitutov v Sloveniji, imajo države in sedaj ga prenašamo na inštitut. In zelo tukaj naredili server in bo tukaj pri nas dostopno za slovensko, za mesto, časopise v celoti. Od začetka. No, samo mir, pa često rekel... Ja, periodiko mislim. Predvsem periodiko mislim. Mir je v vnutku, ne? Ni predlazili, ne? Ja, mislim, so svoje, nekatere zdaj celovci, nekatere tukaj. Zdaj bo vse na enem mestu digitalizirano. Po naslednju dostopno. Dostopno. Ja, na enem mestu ni. Ne, na naslednju dostopno. To bo sedaj v teh mesecih. To je za Koroško, kaj pa za Primorsko, ne? Tisto pa je manj, ne? Na Primorskem imajo tudi težave, finančne težave, oni so že zaposlili eno civo, ki naj bi začela to urejevati, pregledovati in že utilizirati, ampak imajo tudi ene finančne težave, tako da je nekaj narediti. To za Slovenijo ali študijski? Študijski. Ampak podali se navezal, ker ste vi prej omenili zdaj
Ljubljani, pa imamo Arhivni inštitut za narodnostno vprašanje. Ta gradiva se dopolnjujejo, ampak se tudi podvajajo. Se tudi podvajajo, so izredno pomembna, kar lahko moja kolega jasna, mi ne znavati več povesta, so izredno bogata, mi imamo tukaj dela verjetno še za ogromno raziskovalcev za 100 let in več, če kar malce karikiram, torej se podvaja, to se podvaja, tu pa tam nekaj novega, absolutno, ampak se pa podvaja. To je dejstvo. Zanimivo je drugače tudi to, da z evidentiranjem tujih pravzaprav se ne ukvarjamo samo z mestnimi Slovenci, z evidentiranjem tujih se ukvarjamo s širšim vprašanjem. Recimo z arhive v Beogradu, to poznamo pač, tukaj imamo vsaj 4 glavne arhivske ustanove, kjer se evidentira gradivo pred sukcesije. Potem v Ameriki, recimo v NARA 2, je bilo dost količinsko veliko gradiva, ki se je nanašalo na razmejitev meje z Italijo, po drugi svetovni vojni, cone A in cone B. Nekaj od tega je Italija tudi profilmala. Tako da mi tukaj posegamo seveda v tujino na razna vprašanja, ki se nanašajo na slovensko tujino. Seveda, arhivsko gradivo društev, slovenskih društev, je pa bolj zasebnega značaja, zato toliko bolj občutljivo za ohranitev, za obdelavo in tako naprej, ker tudi ni tako organizirano. Ravno zaradi tega je v tem tudi ta skrb, da bi navezali te stike in imeli z njimi kontinuirane in da se tudi zagotovi pri samih društvih določene finance za ohranitev. Ampak to je težnja, da se gradivo hrani tam, kjer nastaja. To Slovenci, tam so tudi živi, če imajo Tako da mi upamo, da z vsem svojim delom nekako doprinesemo k temu, da pride to znanje tudi v Slovenijo, ne samo v Zlomci, ampak tudi širše in da naši uporabniki Če bi še kakšno vprašanje, še možno nisem mogoče. Drugače, da smo vse skupaj vabili na razklade, ki bo zdaj od 12.